Beseda je beseda in več kot beseda, kadar je prava. Kot vse beseda ali kot zadnja beseda, ki dobro in zlo izravnava. Prava beseda ne besediči in ni besedolomna. Nič je ni, a kadar se uresniči, je v njej sila ogromna. V dejanje in v razdejanje seže in kot po pravilu v sanju. Prava beseda veliko zaleže in žal besede ni treba zanjo. A treba je, da si je vreden. Seveda kot mož beseda. Potem postaneš radobeseden in beseda tvoja soseda. Če se lahko vrnem na te besede Toneta Pavčka, potem moram povedati, da je županja občine Črna na Koroškem, magistrica Romana Lesjak, mož beseda. Res je sicer, da je v svojem prvem mandatu napovedala, da bo storila vse, da se knjižnica preseli v lepše, boljše ali nove prostore. In res je tudi, da mi je pred nekaj dnevi sama rekla, da če bi tako dolgo v Črni delali vse stvari, kot se je knjižnica, potem bi se Črni slabo pisalo. Ampak vendarle, ko danes stojim v teh lepih, prenovljenih prostorih knjižnice, lahko povem, da je bilo pa že prav, da je tako dolgo trajalo, da smo in ste iskali rešitve in res lahko rečem, da je pred vami, spoštovane Črnjanke in Črnjani, zelo dobra, če ne ena najboljših rešitev za knjižnico. Seveda občina Črna na Koroškem se že kar nekaj let med drugimi ponaša tudi z nazivom Branju prijazna občina. In seveda vas poznamo tudi predvsem po športnikih, ampak med vami je tudi veliko literatov in ustvarjalcev na vseh mnogih področjih. In prepričana sem, da ste vsi vi, tako športniki kot ustvarjalci z drugih področij, kdaj prišli v navdih ali tudi poznanje in vedenje v to knjižnico. Seveda, zdaj vseh teh 9500 knjig, ki jih je danes tu v tej knjižnici, prav gotovo ne more odgovoriti na mnoga vprašanja, ki vas tarejo. Ampak tako kot vam je tudi naša sodelavka in vaša sokrajanka Jelka Kos zapisala v črnjanskih cajtngah, v knjižnici lahko dostopate do elektronskih knjig, do zvočnih knjig. Tako lahko tudi prebirate časopise celega sveta preko Pressreaderja. Mogoče svoje vedenje tudi izpopolnite v spletnem portalu Kamra, kamor vas tudi vabim. Tudi glede na to, da ko smo iskali podatke o zgodovini te knjižnice v Črni, smo bili kar v veliki zadregi, ker tega pri nas nimamo veliko. Vem pa verjamem, da vas je pa mnogo krajanov, ki poznate zgodovino tako knjižnice, kot seveda še marsičesa v vašem kraju, da se nam pridružite, da ste svoj prispevek tudi na ta spletni portal Kamra. Tako sem torej res vesela, da boste lahko prišli v večje prostore knjižnice, tu ne samo si vzeli knjigo in odhiteli domov, ampak boste lahko posedeli, pokramljali, tudi kaj prebrali. Še posebej pa sem vesela tega kotička za naše najmlajše, ki ob tem, da je seveda katero knjigo ali slikanico izbrati, to eden
velikih problemov, lahko boste v miru posedeli, prebrskali knjige, pa morda najdete še tudi kakšno igračo za vaš prosti čas. Tako se res zahvaljujem vsem Črnjankam in Črnjanom za to potrpežljivost vsa ta leta, občinskim svetnicam in svetnikom, da ste dali zeleno luč, da se je ta prenova začela, tajnici občinske uprave, gospe Ireni Nagernik, za odlično sodelovanje in seveda nadzor nad vsem tem dogajanjem, in na koncu seveda županji, magistrici Romani Lesjak, ki je na njej svojski način bdela nad vsako fazo tega dogajanja. Ampak, če se spet vrnem k Tonetu Pavčku, da tista prava beseda tudi pravo mesto najde, na vse vas, spoštovani, naslavljam še eno željo. Ta projekt ni čisto dokončan. Dokončan bo, ko boste našli rešitev tudi za zunanje dvigalo. Takrat bo ta knjižnica res dostopna vsem vam. Je pa tudi res, da tako kot do sedaj, bo tudi vnaprej, da tisti, ki ne morete v knjižnico, lahko pokličete in knjigo vam bomo prinesli, pripeljali na dom. V svojem imenu in v imenu vseh sodelavcev Koroške osrednje knjižnice se vam res zahvaljujem za vse. Želim si dobrega sodelovanja še naprej. Vesela sem tudi, da bodo moji sodelavci tu imeli lepše, boljše pogoje za delo in seveda vsem vam želim en lep praznik kulture. Drage Črnjanke, dragi Črnjani, pozdravljam vas iz obnovljene knjižnice tukaj v Črni na Koroškem, ki je sicer dejansko nastajala res kar nekaj let, vendar ugotavljamo, da je bila odločitev, da obdržimo knjižnico v prostorih kulturnega centra pravilna. Ko se ozrem nazaj v svoje otroštvo, v svojo mladost, se spominjam knjižničarke Tince Drofelnik, ki je uradovala na sedanji občini. Ona je bila tista, ki me vse skozi spodbujala k branju, in tudi po njeni zaslugi sem bila nekoč bralka leta v bivši občini Ravne na Koroškem. Knjiga mi je vse skozi ljuba, zelo rada berem, tudi včasih napišem kakšno pesem. Zato se mi še posebej zdi pomembno, da imamo v Črni knjižnico, v kateri lahko vsi tisti željni branja, željni samo pogledati mogoče kakšno revijo, pa tudi otroci, ki imajo sedaj tukaj svoj kotiček, najdejo vse tisto, kar jih zanima. Knjige so tiste, ki bogatijo naš svet. Knjige so tiste, ki nam pomagajo prepoznati nek drug svet. Rek, da tisti, ki bere, živi 1000 življenj, se mi zdi še kako pravilen. Se mi zdi takšen, da se v njem vsak bralec lahko prepozna. Lahko potuješ iz ene celine na drugo, lahko bereš pesmi, lahko se vživiš v vlogo kogarkoli. In knjiga je res tista, ki naj nas bi spremljala vse od ranega otroštva pa tja do pozne starosti. Nikoli je ne izpustite iz rok. Zato vas vabim, da tukaj v teh lepih prostorih preberete kakšno knjigo ali jo vzamete s seboj domov in se s tem bogatite. Kultura je ključni element polnega življenja in knjižnica je tista, ki pravzaprav sestavlja kulturo naroda, kulturo vsakega človeka. Zato želim, da v tej knjižnici res uživate in da hkrati
prenesete neke polne, pozitivne in dobre misli med ljudi, kar knjiga vsekakor daje. Glede na to, da je sedaj kulturni praznik, se mi zdi pomembno posvetiti nek spomin tudi našemu največjemu pesniku, Francetu Prešernu, in njegove magistrale so tista pesem, ki mi je bila vselej pri srcu. Poet tvoj nov Slovencem venec vije, ran moj bo spomin in tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rožce poezije. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije, cel čas so blagih sapic pogrešvale. Obdajale so utrjene iskale, viharjev jeznih mrzle domačije. Izdihljaji, solze so jih redile, in moč so dale rasti neveselo. Ur temnih so zatirale jih sile, lej, torej je bledonih cvetje velo, jim iz oči ti pošli žarke mile in gnale bodo nov cvet bolj veselo. Vsem čestitam ob kulturnem prazniku in še enkrat, ta knjižnica, dragi Črnjanke in Črnjani, je vaša. Vabljeni v njo. Naj bi povedala nekaj o tem, kako smo Črnjani hodili nekoč v knjižnico. Knjižnica je bila v prostoru, ki je bil v občinski stavbi. In to je bil majhen prostor, skromne police, pa tudi izbira knjig je bila precej skromna. No, ampak mislim, da recimo v 70-ih letih sem šla enkrat v to knjižnico. Bilo je očitno po zimi in sem imela seveda mokre in snežene škornje ali nekaj takega. In pridem not in tam je bil recimo enkrat meter krat meter velik linolej in knjižničarka je rekla: a veste kaj, kar tule počakajte, pa mi povejte, katero knjigo vam naj prinesem. Seveda obstojim, pa gledam daleč tiste knjige. Vse so bile v glavnem ovite in ne vem, s katero knjigo sem odkorakala z tiste knjižnice. Ne spomnim se, kolikokrat sem bila potem v tisti knjižnici, naj pa povem, da je bila ta knjižničarka zelo skrbna. Nekoč je bila ena akcija, kjer smo ovijale knjige in tudi mislim, da je bil takrat parket, ki je bil pa zelo občutljiv na vsak odtis. In tisti parket si moral vsake nekaj dni ali pa kadar je bilo pač veliko odtisov, si moral žico zdrgniti in potem namazati z neko pasto in tisto utreti. Tako da mislim, da je bila knjižničarka tudi snažilka tistega prostora in se je malo pomagala tako, da nas je postavila na tisti linolej. Tako njej v zagovor. Je bila pa zelo skrbna in redna in si moral
takoj knjigo dati takrat nazaj, ko je bila prebrana. Tako. Sicer smo pa v tistem času veliko knjig kupovali. Takrat so izhajale ene zelo privlačne zbirke, in sicer je bila zbirka Nobelovci, je bila 100 romanov, je bila Naša beseda, to je bila slovenska literatura, potem beseda jugoslovanskih avtorjev, in tega imamo, tisti starejši, veliko bogastvo doma. Tako da še vedno kaj potegnemo ven iz svoje knjižnice, pa tudi v službi je marsikaj prišlo prav. Tako to bi bilo. Zdaj pa sem vesela, da imamo sodobno, lepo knjižnico, in to v času, ko ni denarja na voljo in so take prenove, posebej knjižnice, zelo redke. Zelo smo veseli Črnjani in hvala vsem, ki ste pripomogli, da imamo to lepo pridobitev. Mira Vograr, Kostanček za spanček. Kostanček za spanček na veji visi, zavito lupino prav sladko že spi. Tedaj pa zapihal je veter močan, Kostanček za spanček jesen je na plan. Meta Rajner, Gobji ples. V bukovem gozdu sredi dreves, v mraku začel se gobje ples. Mnoge gospode, gobje izbrane, je napolnilo gozdne dvorane. Drobne krisnice luč so prižgale, žolne po deblih tak tropotale. V ritmu so pari se zavrteli, mladi in stari, vitki debeli, da so klobučki v zraku frleli. Jurček Gobanček stal je ob strani, gledaj dame v plesni dvorani. Ajdoke, sirovke in golobičke, brezovke, sivke in žolte lisičke. Ali med vsemi najbolj povšeči mu je klobuček pikčasti rdeči. Mušnico Zalo prosi za raj, ta pa zabrusi brž mu nazaj. Kaj boš ti, revček, čakaj za manj, z mano bo plesal vražji Goban. Kaj bi brez sonca? Brez sonca in kril bi zajokal metulček. Bi vtihnil s konjička nežni kravuljček. Brez sonca bi naše oči le jokale, rože ne bi cvetele, bile spale in spale. Brez sonca bi se kremžil ta naš obraz, kožo bi zeblo, bi v duši bil mraz, oko bi za manj iskalo svetlobo in mrak bi zagrnil isto drago podobo. Bi lune sijaj bil le davni spomin, bi zora ne segla vse tja do planin. Oko bi le stalo in bi sanj ne poznalo,
dan bil bi noč in bi nič ne ostalo. Zašli bi s poti, bi nam taval korak, bi pesem ptiček pozabil, bi pogoltnil bi mrak. Slepi bili bi, čeprav nekam bi zrlo oko, a brez svetlobe še srcu bilo bi hudo. Brez sonca bi slana požgala cvetlice, bi trnje in mah prekrilo stezice. In roka bi nič več ne poznala dotika, slika brez podobe, pa žal ni več slika. Kam dal bi poljub, če ne najdeš obraza? Kam noga naj stopi, da sproži ne plaza? Kje išče naj roka, da našla bi dlan? Se bojim, da brez sonca prav vse bo zaman. Tebi naj se glasi spev, ljubeči moj, ti najlepša vasi, poslušaj me nocoj. Ti najlepša vasi, poslušaj me nocoj. Daj, da te objamem od ljubezni vnet, daj, da te s sabo vzamem, ti roža vseh deklet. Daj, da te s sabo vzamem, ti roža vseh deklet. Vse že mirno spava, vse že mirno spi, samo srce moje po tebi hrepeni. Samo srce moje po tebi hrepeni. Mož je pa rekel, da je prišel enkrat v to knjižnico in je rekla knjižničarka, kar tole knjigo vzemi, moj mož jo je rad prebral, gotovo bo tudi tebi prav prišla.